Rdeča barva nove Mazde CX-5 je sicer precej posebna, še posebej zažari, ko je obsijana s soncem. Ena najbolj žarečih losangeleskih zvezd pa je bila gotovo tudi Alfa Romeo Stelvio, prvi Alfin SUV. Toda oznako SUV moramo v tem primeru jemati z rezervo. Stelvio ostaja prava alfa, torej povsem športno nastrojeni stroj, ki bo dražil predvsem dinamične voznike. Kako tudi ne, ko pa ima lahko Stelvio pod motornim pokrovom enak agregat, kot ga ima Giulia Quadrifoglio Verde, torej 2,9-litrski šestvaljnik Ferrarijevih korenin, ki ponuja kar 371 kW, v prepovedanih merskih enotah to pomeni več kot 500 konjev. V Los Angelesu pa so svoje električne načrte razkrili tudi pri Jaguarju. Z I-Paceom se vključujejo v dirko Porschea in Audija proti revolucionarni Tesli. Seveda je I-Pace študija, a na ceste naj bi v serijski izvedbi zapeljal že v letu 2018. Podatki obljubljajo veliko, 4 elektromotorji skupne moči skoraj 300 kW bodo zagotavljali 4-kolesni pogon, s polno baterijo pa naj bi prevozil več kot 500 km. Pri Tesli na smele besede klasičnih znamk odgovarjajo, da se tekmecev veselijo in da vsak električni avto več na cesti pomeni majhno zmago tudi za Teslo. Evropskemu kupcu bo zanimiv še Mini, ki sicer že dolgo ni več Mini, sploh pa ne v avanturistični izvedbi Countryman. Prvič v zgodovini Minija bo ta na voljo tudi kot priključni hibrid. Posledično bo z njim mogoče prevoziti na elektriko približno 40 km. Ameriško premiero je doživel tudi Jeep Compass, ki je evropskemu kupcu zanimiv predvsem zaradi dejstva, da si deli platformo z najbolj evropskim Jeepom, torej za številko manjšim Renegadeom, dvojčkom Fiata 500X. Jeepova Amerika in Fiatova Italija se torej vse bolj prepletata. In tu je Toyota CHR. Ta naj bi bila sprva namenjena zgolj evropskim kupcem, a so si Japonci premislili, premiero je zdaj doživel tudi v Ameriki. Avto, ki je bil sprva zgolj za južne Američane, a je nato zapeljal na vse svetovne ceste, pa je Fordov mali SUV EcoSport. V LA-ju so premierno pokazali prenovljeno verzijo s Kugino masko, a po novem tudi brez značilnosti, s katero je izstopal iz množice, rezervnim kolesom na zadku. Ne moremo se izogniti niti Volkswagenu. Znamki se namreč na ameriških tleh ne godi najbolje, a vseeno so, ali pa prav zato, ponudili kar nekaj novosti. Kleni Atlas je SUV v pravem ameriškem pomenu besede, s 7 sedeži in velikostno oznako midsize. Če vemo, da je Atlas v ameriških merskih enotah komaj srednje velik terenec, a je hkrati večji od v Evropi največjega Volkswagena Touarega, je enostavno razumeti, zakaj ameriškega Volkswagena k nam ne bo. Bo pa seveda tudi pri nas na voljo prenovljeni Golf. V Los Angelesu so premierno pokazali električno različico z baterijo, ki nudi dovolj energije za več kot 300 km. Sicer pa je tako kot vedno Los Angeleški avtomobilski salon domače igrišče za ameriške avtomobilske znamke. Te svoj razvoj še bolj usmerjajo v pick-upe, delajo jih še bolj klene in še bolj nastopaške. Po drugi strani pa se ukvarjajo z električno prihodnostjo, izstopa Chevrolet z Voltom in Boltom, slednji je v Evropi znan kot Opel Ampera E. In seveda elektromotorji kot dodatki romajo v številne razrede. En bolj zanimivih priključnih hibridov iz Amerike se nam zdi nova Chryslerjeva Pacifica. Malo tudi zaradi družinam simpatične rešitve vgrajenim sesalcem. Zadnja novost, pomembna tudi za slovenskega kupca, pa je Audi Q5. Oblikovno sicer ni kaj dosti spremenjen, a pri Audiju pravijo, da je novo vse ostalo. Kaj točno novega je, bomo že čez dober teden preizkusili na mehiških cestah,